Na današnjem predavanju nam bo dr. Tomaž Sajovic predstavil Pavla Grošlja, pomembnega naravoslovca, začetnika Proteusa, začetnika Biološkega inštituta na Medicinski fakulteti in še veliko drugih zaslug ima za slovensko naravoslovje. Prosim, da te začne. Ja, hvala. Vse lepo pozdravljam. Naslovil sem svoje predavanje o človeku Pavlu Grošlju, ki ga danes že redko kdo pozna. Ampak naslov sem dal človek za vse čase. V naslovu je skrita, oziroma kar odkrita morda aluzija na film Freda Zinnemana o Thomasu Moru. In ta film je kdo tukaj že morda gledal. Meni se je zdelo naslov primeren, ker sta oba človeka imata neke skupne lastnosti. In Pavel Grošelj je bil biolog, borec za ustanovitev Ljubljanske univerze, učitelj in univerzitetni profesor. Od leta 1908 je na prvi in drugi moški gimnaziji in na ženskem liceju v Ljubljani učil matematiko, prirodopis in fiziko. Od leta 1923 pa biologijo in to splošno biologijo na Ljubljanski medicinski fakulteti, kjer je ustanovil tudi Biološki inštitut. Bil je tudi kulturni delavec in presenetljivo za danes, za naravoslovce. Bil je tudi Prešernoslovec. Napisal je razpravo Prešeren in Petrarka, in to že leta 1902, in predavanje France Prešeren 3 leta kasneje. Pavel Grošelj je leta 1940 v Proteusu, ki ga je urejal od njegovega začetka leta 1933 do svoje smrti, objavil besedilo Prirodoznanstvena prizadevanja med Slovenci. Njem je zapisal misel, ki ni samo usmeritev Proteusa, ampak bi morala biti tudi programski temelj vse sodobne znanosti. Humanistični ideali predporodne dobe so nam svetili skozi vse naše mrakove in jasnine in tudi danes še niso izgubili lepote in bleska. Sedaj pa je prišel čas, da humanističnim idealom, ki so nam bili v narodni stiski v toliko pobudo in uteho, pridružimo ideale prirodoznanstva. Ne kot njihovo nasprotje, temveč kot njihovo izpopolnitev. Ne kot cepitev duhov, temveč kot sintezo srca in duha, ki naj vodita nas in domovino v lepšo bodočnost. Grošljeva misel je pomembnejša, kot so to pripravljeni razumeti in priznati sodobni tehnoznanstveniki, ki bi Grošlja morda najraje razglasili zgolj za romantičnega sanjača. Kajti danes je v modi zavračanje filozofije, čas, zdaj imamo znanost in filozofije ne potrebujemo več. Trditev je v svojem prispevku v znanosti ne gre za gotovost, ločitev med znanostjo in humanistiko je razmeroma nov pojav in škodljiv za obe. Objavljenem v ameriški reviji New Republic leta 1914 z obžalovanjem zapisal eden od utemeljiteljev bizančne
gravitacijske teorije italijanski teoretični fizik, zgodovinar in filozof znanosti ter pisec Carlo Rovelli. Od letos ali od lani imamo v slovenščini prevod njegove knjige o času. Vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je naslednje. Je bil Grošelj le človek svojega časa? Nekdo torej, ki nam danes ne more povedati nič pomembnejšega več, ali pa je bil morda človek za vse čase in njegova misel daljnosežnejša in univerzalnejša? Na to vprašanje ni mogoče dati trdnejšega odgovora, če se prej ne vprašamo, kakšen je Grošelj čas sploh bil. Pavel Grošelj je živel od leta 1883 do leta 1940. V času torej, ko so svet pretresle revolucionarne spremembe, ne samo politične, družbene in gospodarske, oktobrska revolucija, velika gospodarska kriza v 30 letih, 2 svetovni vojni, ampak tudi in predvsem miselne, znanstvene, filozofske in umetnostne. Ustaljena podoba resničnosti se je začela rušiti. Newtonovo predstavo o svetu kot brezdušnem in odtujenem, programiranem avtomatu, ki naj bi ga poganjali matematični zakoni in vladala samozaznoska ter od ljudi in tudi od česarkoli drugega, popolnoma neodvisna, absolutni čas in prostor. Je v začetku 20. stoletja v temeljih zamajal Albert Einstein. Najslavnejši fizik 20. stoletja je opustil hkrati obe Newtonovi predpostavki, tako o absolutnem prostoru in absolutnem času, ter vsakemu opazovalcu pripisal svoj lastni čas, ki teče za različne opazovalce različno. V istem času je nemški filozof Edmund Husserl v filozofiji storil nekaj podobnega. Odločno je namreč zavrnil pojmovanje stvari na sebi. Pojmovanje, po katerem naj bi stvar obstajala neodvisno od človekovega spoznavanja. Stvar je po Husserlu lahko le nekakšen neizbežni seštevek tistega, kar na stvari zaznavamo ljudje kot posamezniki. Ali kot je zapisal nemški filozof Hans Georg Gadamer, to, kaj je svet, se ne razlikuje od pogledov, v katerih se ponuja. Čilski biolog Humberto Maturana je daljnosežnost in globino Husserlovega spoznanja izrazil v stavku, ki bi moral postati humanistični manifest človeštva. Objektivnost sveta je tisto, o čemer soglašajo ljudje. Natančneje povedano, ljudje svoj skupni svet lahko spoznavajo in oblikujejo le v medsebojnem razumevanju. Znanost tako postaja politična akcija, katere cilj je ustvarjanje bolj človeškega sveta. Vsebinsko popolnoma enako revolucijo je v evropskem slikarstvu in kiparstvu v začetku 20. stoletja povzročilo avantgardno umetnostno gibanje kubizma. Njuna očeta Pablo Picasso in Georges Braque sta zavrgla klasično linearno perspektivo, ki sta jo odkrila in utemeljila italijanska renesančna arhitekta Filippo Brunelleschi in Leon Battista Alberti in je postala umetniško orodje za predstavitev iluzije prostora na slikah. Namesto, da bi predmete in osebe Picasso in Braque slikala le z enega gledišča, torej le z ene strani, sta jih začela slikati z več strani hkrati. Obraz, na primer, v profilu in od spredaj hkrati, pri čemer sta obe strani obraza prehajala druga v drugo. Kubizem je zato posebna idejna oblika realistične umetnosti,
saj skuša svoje predmete videti in upodobiti z različnih zornih kotov hkrati. Predstavljati jih želi torej takšne, kot so v resnici, in ne takšne, kot se zdijo, se vidijo z ene same strani. Da pa bi lahko predmet spoznali z vseh strani, se moramo sprehoditi okoli njega, kar zahteva čas. Kubistično hkratno predstavljanje različnih strani predmetov zato pomeni hkrati tudi predstavljanje četrte razsežnosti časa. Za Picassa in Braca sta bila prostor in čas na neki težko dojemljivi, vendar neskončno privlačni način očitno nerazložljivo povezana, kar so vsak na svoj način v istem času spoznavali tudi francoski filozof Henri Louis Bergson, francoski matematik, teoretični fizik in filozof Gilles-Henri Poincaré in Albert Einstein. Za tisti čas prav nič presenetljivo pa ni bilo, da sta oba umetnika bila dobro seznanjena s presunljivimi znanstvenimi odkritji, ki so v temelju pretresli Newtonovsko predstavo o resničnosti. In kakor Picassova tolpa, kako so se imenovali namreč, Picassova tolpa likovnih umetnikov in literatov Picassova ateljeja v Parizu neto razpravljala tudi o fiziki, tako je Einstein s svojimi prijatelji fiziki, matematiki, inženjerji in študentom filozofije Mauriceom Solovinom, imenovali so se Akademija Olimpija, v svojem stanovanju v švicarskem Bernu razmišljal tudi o filozofiji in umetnosti. Mirno lahko zapišemo, da Picassovega kubizma ne bi bilo brez Poincarejeve in zlasti Einsteinove revolucije v razumevanju resničnosti, kot ne bi bilo Poincareja, Einsteina in nekoliko kasneje še enega revolucionarja, nemškega kvantnega fizika Wernerja Heisenberga, brez njihovega poznavanja filozofije in umetnosti. Humanistike ni brez naravoslovja, kot naravoslovja ni brez humanistike. Italijanski teoretični fizik Carlo Rovelli ima popolnoma prav. Omejevati naš pogled na resničnost samo na spoznanja naravoslovnih znanosti ali pa samo na humanistična razmišljanja pomeni biti slep za vso zapletenost in protislovno resničnost, ki se ji lahko približamo na številne načine. Dva različna pogleda na resničnost lahko samo obogatita drug drugega. Dodamo pa lahko tudi obogatita tudi življenje na planetu, ki je naš edini in skupni dom. In da se vrnemo k našemu pozabljenemu Pavlu Grošlju. Pavel Grošelj je res bil človek svojega časa. Toda prav zato, ker je bil človek svojega v marsičem velikega in enkratnega časa, je bil tudi človek za vse čase. Zdaj, naslednjo poglavje imam naslov v poklon Pavlu Grošlju. In tako se mi zdi, da nam bo naš Proteus srečen genius loci. Simbol trdega raziskovalnega dela, simbol lepote znanstvenega spoznanja, simbol požrtvovalne ljubezni do prirode in domačije. S temi poetičnimi besedami je Pavel Grošelj programsko opredelil poslanstvo revije Proteus. Ob njenem rojstvu oktobra leta 1933 je z njimi sklenil uvodno besedilo, kako so odkrili človeško ribico. Besedilo smo v nespremenjeni obliki objavili v prvi številki 80. letnika Proteusa. Z njim smo proslavili častitljivi jubilej 80 let skoraj neprekinjenega izhajanja revije
Zarezo v izkajanju je namreč predstavljalo le obdobje med drugo svetovno vojno, ko se je revija pridružila pozivu Osvobodilne fronte k kulturnemu molku. Toda ponovna objava Grošljevega besedila ni smela biti namenjena le zgolj slovesnemu odpiranju šampanca in izrekanju zdravic, ampak je morala biti v prvi vrsti namenjena pomenskemu odpiranju besedila samega in iskanju odgovora na vprašanje, kaj sploh naj bi bila poljudna znanost. Tu, na tem mestu, bi pravzaprav dodal še nekaj bolj radikalnega. Kaj sploh naj bi bila znanost? Vprašanje je utemeljeno, se je Grošelj besedilo objavil v reviji, ki jo je ob njenem rojstvu že na platnicah opredelil kot ilustrirani časopis za poljudno prirodoznanstvo. Hkrati pa je za uvrstitvijo besedila na sam začetek prve številke revije besedilu pripisal posebni simbolični pomen zgleda poljudno-znanstvenega pisanja. S tem pa se simboličnost besedila šele začenja, ker je Grošelj napisal poljudno-znanstveni članek o raziskovanju človeške ribice, Proteusa, tega prirodnega čudesa naše Božje domovine, revijo pa poimenoval kar po njem, je besedilo v celoti postalo en sam mnogoplasten simbol. Naša naloga je, da ga skušamo napraviti vidnega. Zdaj moram malo pogledati na čas, pa da ne bi vse prebral. In sicer najprej se moramo v bistvu razčistiti, kaj jezik sploh je. In sicer kar takoj povemo, pa da je jezik misel. Splošno prepričanje je, da Grošlja odlikuje sijajen jezik, vendar je teza preoska. Predpostavlja, da je jezik mogoče ločiti od tistega, kar je v njem povedano in mišljeno. Sam bi raje dejal, da je Grošelj mojster mišljenja. Zakaj? Misliti je mogoče le v nekem materialu. Ta material pa je jezik v vsej svoji konkretnosti. Tudi umetniške tipe lahko ustvarjamo le v takem ali drugačnem konkretnem materialu, kamnu, glini ali lesu. Kipa brez materiala ni, kot ni misli brez jezika. Ali kot je zapisal sociolog Krast Pomočnik v prispevku Znanost in naravni jezik. In sicer v delu v sobotni prilogi leta 2016. Jezika ni mogoče ločiti od misli, ki se v njem mislijo. To pa pomeni, da jezik obstaja le v dejanskih praksah ali drugače povedano le v konkretnih izjavah oziroma besedilih. V nadaljevanju bom uporabljal v glavnem izraz besedila. Le njih ni mogoče ločiti od misli, le v njih je mogoče misliti. Slovnična pravila in besede s pomeni, zapisanim v slovarju, so, dokler ne zaživijo v besedilih, le abstraktne možnosti, zgolj tehnični aparat. Vsako konkretno besedilo z mislijo vred je vedno, kot pravi ruski jezikoslovec Vološinov, individualno in neponovljivo in je izraz konkretnih zgodovinskih okoliščin, iz katerih se je porodilo. Ameriška politična teoretičarka in filozofinja nemško-judovskega rodu Hannah Arendt ima zato popolnoma prav. Mišljenje se nikakor ne dogaja v slonokoščenem stolpu. Iz tega izhaja, da bosta vsako besedilo in vsaka misel v njem brez upoštevanja zgodovinskih okoliščin, z drugimi besedami zgodovinskega konteksta, nujnega nastanka, ostala slabo, v nekaterih primerih pa sploh
nerazumljivi. Zdaj bom jaz spustil dve poglavji in se bom kar odpravil pravzaprav k Grošljevi trojni simboliki v tem njegovem spisu o Proteusu. In sicer prav na tem mestu se moramo vrniti Grošljevi pripovedi o človeški ribici in sicer k njenemu zaključku, ki pomeni dramaturški, pomenski in simbolični vrh. Zato ga je treba navesti v celoti, zaradi boljšega razumevanja pa dodati tudi dele besedila, ki stojijo pred njim. Ta del besedila imamo tudi na ekranu, posebej vas bom pa še opozoril na nekatere stvari, ki bojo pojasnili, zakaj sem izbral te dele besedila. In sicer 26. junija leta 1825, letnico si velja zapomniti, prinese kmetski posestnik Gek z vrha uradniku Strafilu stično izredno lepega močerila. 17. junija je ujel to belo ribo, tako pripoveduje. Shranil jo je doma v steklenici in še isti dan mu je skotila živega mladiča. Bodite pozorni na ta del. In še isti dan mu je skotila živega mladiča. Potem je spuščeno nekaj besedila in zapišem naslednji del. Postojnski višji jamski vodnik Prelesnik je leta 1875, se pravi 50 let kasneje, kot prvi nepobitno dognal, da leže močerilova samica jajčeca. Poudarjam, leže jajčeca. V prejšnjem je bilo skoti žive mladiče. Potem spet en del besedila in pridemo do znanosti. Z enim samim udarom je razvozlal Kammerer leta 1912. Poglejte, od leta 1975 do 12 je preteklo kar nekaj desetletij. Kammerer klopčič nasproti, ki se je zmotal okoli ploditve človeške ribice. Z biološkim eksperimentom je prisilil človeško ribico, da mu je izdala svojo porodniško skrivnost. V hladni podzemski duplini Dunajskega biološkega zavoda so se mu kotile močerilke, samo žive mladiče. V toplih laboratorijskih prostorih so mu legle edino mnogoštevilna jajca. S temperaturo jim je poljubno izpreminjal način ploditve, kakor izpreminja fizik z njeno pomočjo agregatno stanje teles. Nekako pri plus 15 stopinj Celzija leži ona kritična temperatura, ono biološko tališče, pri katerem se izprevrže živorodna človeška ribica v jajce ležno. Potem pa zopet izpuščam del besedila in zdaj se bližamo koncu besedila in citiranega teksta, pa še ne. Veseloigra močerilovega materinstva se je končala na splošno zadovoljstvo obeh glavnih junakov. Kmet in jamski vodnik sta prišla vsak do svoje pravice. Koliko težkega truda in resnega premišljevanja je bilo treba, da smo izvabili prirodi eno samo tajnost, da smo rešili eno samo življenjsko uganko človeške ribice. Ves svet je sodeloval na njeni rešitvi.
In vendar je človeška ribica popolnoma naša. Naša ne morda samo po svojem kraškem domovju, temveč tudi po onih možeh, ki so prvi izsledili skrivnosti njenega bitja. In to je morda edini primer v zgodovini znanstvene borbe, da so v zboru učenih obdržali kmetje zadnjo besedo. Koliko zdrave opazovalne sile spi v našem ljudstvu? Bilo bi dobri stvari v korist, da jo pritegnemo k razreševanju čudes svoje lepe domovine. In zdaj pride tisti ključni stavek, ki smo ga že citirali v začetku. In tako se mi zdi, da nam bo naš Proteus srečen genius loci, simbol trdega raziskovalnega dela, simbol lepote znanstvenega spoznanja, simbol požrtvovalne ljubezni do prirode in domačije. V uvodu smo zapisali, da je Grošljeva pripoved mnogoplastni simbol. To pomeni, da je Grošelj pripisal posebno vrednost. Pripoved je postala pomembna vrednota. Da bi bralke in bralci lahko dojeli sporočilo pripovedi kot simbolno vrednoto, je pripoved morala vsebovati vidna jezikovna navodila za simbolno branje njenega sporočila. Prvo tako Grošljevo navodilo je bilo kar ime novega slovenskega ilustriranega časopisa za poljudno prirodoznanstvo Proteus. Drugo navodilo je bilo povezano z imenom revije. Grošelj je novo revijo uvedel z zgodbo o odkrivanju Proteusa, človeške ribice. Zgodbo pa za apoteozo tega čudesa naše ožje domovine. Ni ga med prirodnimi čudesi naše ožje domovine, ki bi bilo njeno ime večkrat poneslo širom sveta, kakor slepi prebivalec kraških podzemskih jam, človeška ribica. Človeška ribica je bila povzdignjena v nacionalni simbol, z njim pa tudi nova revija. Najpomembnejša navodila za simbolno branje je Grošelj prihranil za konec zgodbe. Kot smo videli, ta se začenja z veseloigro Močerilovega materinstva, torej z rojstvom človeških ribic. Asociacija na rojstvo revije Proteus ni naključna, ampak je vtkana v pomensko tkanje zgodbe. V sklepnih stavkih se obe rojstvi namreč začneta prepletati med seboj. Izhodišče prepletanja je znanstvena potrditev, da sta skrivnost rojevanja človeške ribice prva razkrila slovenski kmet in jamski vodnik, kar Grošelj pospremi z zanosno domovinsko retoriko. Koliko težkega truda in resnega premišljevanja je bilo treba, da so izvabili prirodi eno samo tajnost, da smo rešili eno samo življenjsko uganko človeške ribice. Ves svet je sodeloval na njeni rešitvi. In vendar je človeška ribica popolnoma naša. Naša ne morda samo po svojem kraškem domovju, temveč tudi po onih možeh, ki so prvi izsledili skrivnosti njenega bitja. Dejstvo, da sta prav naša slovenska kmeta s svojim odkritjem prehitela učenjake z vsega sveta, iz Grošlja izvabi najprej domoljubno navdušenje. Koliko zdrave opazovalne sile spi v našem ljudstvu. Takoj za njim pa načelni razmislek, kaj bi bilo dobro storiti s tem spečim bogastvom. Bilo bi dobri stvari v korist, da jo pritegnemo k razreševanju čudes svoje lepe domovine. Sledi zaključni odstavek, ki je prava jezikovna, torej miselna mojstrovina.
In tako se mi zdi, da nam bo naš Proteus srečen genius loci, simbol trdega raziskovalnega dela, simbol lepote znanstvenega spoznanja, simbol požrtvovalne ljubezni do prirode in domačije. Ko bralka in bralec pozorno prebirata besedilo, si ne morete kaj, da se ne bi spraševala, kaj je trojni simbol. Revija Proteus ali Proteus človeška ribica? Moja teza je, da je oboje hkrati. Zapis Proteus nedvomno govori za prvo možnost. Da gre za revijo, napeljuje tudi vsebina stavka, ki stoji pred zaključnim odstavkom. Bilo bi dobri stvari v korist, da jo zdravo opazovalne sile v našem ljudstvu pritegnemo k razreševanju čudes svoje lepe domovine. Da v ozadju utripa tudi asociacija na trojno simboliko Proteusa človeške ribice opozarja droben jezikovni namig. Njegovo moč je Grošelj zagotovil z relativno pomensko osamosvojitvijo zaključnega odstavka. Z drugimi besedami, s pretanjenim rahlanjem pomenskih vezi med uvodnim stavkom zaključnega odstavka, in tako se mi zdi, da nam bo naš Proteus srečen genius loci in ostalim besedilom, predvsem pravkar omenjenim stavkom pred njim. Ta drobni namig z velikim učinkom se skriva v besedni zvezi naš Proteus. Pridevnik naš najdemo namreč tudi v domoljubnem skliku in vendar je človeška ribica popolnoma naša. Naša ne morda samo po svojem kraškem domovju, temveč tudi po onih možeh, ki so prvi sledili skrivnosti njenega bitja. Bralka in bralec lahko zdaj zlahka vzpostavita primerjavo. Kot je naša človeška ribica simbol trdega raziskovalnega dela, simbol lepote znanstvenega spoznanja, simbol požrtvovanja ljubezni do prirode in domačije, naj bi bil simbol trdega raziskovalnega dela, simbol lepote znanstvenega spoznanja, simbol požrtvovanja ljubezni do prirode in domačije tudi naš Proteus. Primerjava kaže vso globino Grošljeve misli. Na eni strani naj bi bil Proteus posvečen prostor, Proteus kot revija, posvečen prostor, srečen genius loci, v katerem naj bi razmerje piscev do vsega živega in neživega na svetu zaznamovali raziskovalno poštenost, čut za lepoto znanstvenega spoznavanja in ljubezen do narave in domovine. Na drugi strani pa naj bi bilo posvečeno tudi vse živo in neživo na svetu že samo po sebi. Iz konteksta je treba razumeti, da je človeška ribica simbol tudi posvečenosti in dostojanstva vsega živega in neživega na svetu. Za Grošlja vsa živa bitja in vse nežive stvari na tem svetu niso nobeni predmeti, ki naj bi bili na voljo človekovi samovolji, tudi znanstvenimi. Leta 1940, malo pred smrtjo, je to svoje življenjsko etično prepričanje v besedilu Prirodoznanstvena prizadevanja med Slovenci, ki ga je objavil prav v Proteusu, tudi zapisal. Velja ponoviti to njegovo misel. Humanistični ideali preporodne dobe so nam svetili skozi vse naše mrakove in jasnine in tudi danes še niso izgubili lepote in bleska. Sedaj pa je prišel čas, da humanističnim idealom, ki so nam bili v narodni stiski v toliko pobudo in uteho, pridružimo ideale prirodoznanstva. Ne kot njihovo nasprotje, temveč kot njihovo izpopolnitev.
ne kot cepitev duhov, temveč kot sintezo srca in duha, ki naj vodita nas in domovino v lepšo bodočnost. Grošljevo razumevanje znanosti kot ljubezni do narave in domovine je očitno bilo možno pred drugo svetovno vojno. Tedaj je bilo še trden del vrednotenskega okvira Slovencov. Danes, v 21. stoletju, kako se nam zdi, to ni več. Povsod je zavladala ekonomiji podrejena tehnoznanost, humanistične oddelke na univerzah po svetu celo zapirajo. Pa vendar grošljovska ideja neke bolj človeške znanosti, znanost, ki bi bila v službi dostojanstva vsega živega in neživega na svetu, očitno ni umrla. Prebrati je treba le neprizanesljivo kritiko moderne znanosti, ki jo je v svojem eseju z naslovom Je znanost univerzalna, zapisal francoski fizik in filozof Jean-Marc Doublon. Enako kot grška, kitajska ali arabska, ki tudi zahodna ali svetovna, to je odslej isto, znanost, pa je lahko bila umrljiva. In celo po 4 stoletjih razvoja tudi že umirajoča. Njena učinkovitost, ki je omogočila, da je od 19. stoletja udejanila Baconovski in kartezijanski program, se je zdaj obrnila zoper njo. Družbeni oziroma natančneje trgovski ukaz znanstveni razvoj umešča pod vpliv omejitev produkcije in kratkoročne rentabilnosti. Možnost temeljnih teoretičnih raziskav, ki ne dajejo zagotovil o takojšnjem uspehu, postaja vse bolj nestvarna. Tako se na zavraten način razpleta zgodovinsko zelo nenavadna in konec koncev presenetljiva povezava med teoretičnim raziskovanjem in delovanjem, ki je bila značilna za zahodno znanost zadnjih 2 stoletij. Vladavina tehnoznanosti, v katero smo vstopili, nedvomno za dokaj dolgo obdobje oblikuje novo podobo te nedvomno več usmeritvene dejavnosti, ki je znanost. Že veliki nemški pesnik Friedrich Hölderlin je zapisal, kjer je nevarnost, raste tudi rešilno. V tem rešilnem živi tudi grošljeva misel. Hvala. Slišali ste pogled slavista in trenutnega urednika Proteusa na nekaj del dr. Grošlja. Če ima še kdo kaj za dodati, prosim. Ja, meni se zdi, da tole besedilo njegovo je vendarle izkaz tistega, kar so videli takrat. Danes, kolikor jaz vem, tisto ne drži več, nažalost. Se pravi, to besedilo in njegova poanta ne bi zdržala današnje presoje. Je vendarle danes pač vemo več o razmnoževanju proti vsem. Jaz mislim, da je bila poanta v tem tekstu ta, pa da lahko se na nek način znanost ti pridružujejo celo kmetje, oziroma navadni ljudje. V nekaterih znanostih se to dogaja celo danes. Ja, vsekakor, recimo danes zelo veliko ljudi fotografirajo živali in na ta način potem te fotografije pošljajo strokovnjakom v določanje in na ta način najdejo veliko
novih najdb, recimo živali, ki še niso bile znane iz naših krajev in tako naprej. Ali pa kaj takega, to se stalno dogaja. Se pravi, pa so čisti laiki, ne? Ja, se gre pravzaprav tukaj za, bomo rekel, Grošljeva ideja je pravzaprav pa, da lahko pri spoznavanju narave sodeluje marsikdo, ne samo znanstveni. Ker jo vsi jo spoznavamo na tak ali drugačen način. Znanstveniki na svojega, mi pa na svojega. Ja, se podobno je v geologiji, ne? Tukaj imamo celo vrsto zbiralcev, fosilov, mineralov, ki včasih precej prispevajo k poznavanju same geologije oziroma naravoslovja. Ja, Andrej Gogala je pravilno opazil se, da je nemogoče reči, da bi katerikoli genij, čeprav je profesor Grošelj bil en takih, da bi po tolikih desetletjih neko znanstvene ugotovitve še bile enako trdne, kot pa takrat so bile zapisane. Se je pravzaprav že za časa, ko je Grošelj to pisal, je Pavel Kammerer bil že mrtev kot posledica velike afere, napravil samomor, ko je prišla ven ena od goljufij, pravzaprav, ki jih je v svoji zelo atraktivni znanosti takrat še pred prvo svetovno vojno naredil ena glavnih zvest, preko takih naravoslovnih predavanj, čeprav je že leta 13 njegov kolega, ravno tako asistent na tem biološkem zavodu Franc Megušar, upozarjal na neznanstveno delovanje Kammererja, pa potvarjanje rezultatov in tako naprej, in zaradi tega tudi izgubil službo. In to so tudi v Ljubljani svojega rojaka dobro poznali. Seveda pa bi se dal še danes nekako s tem namenom, katerim se ga lepo predstavil, se je Grošelj zgradil to zgodbo v ozadju, pa hkrati v spredju, tudi danes bi se dal to isto uporabiti, čeprav se da ne bi mogel več trditi, da je pravzaprav tudi tisti jamski vodnik ali pa tisti še prej kmet Kek pravzaprav vse odkril, ampak samo en tisti korak sta pa tako en kot drug tudi prispeval. Mogoče tisti, kar je tudi hotel povedati. Ja, jaz mislim pa, da je ta tekst jasno pa, da bil napisan v nekem svojem času, in da so spoznanja od takrat, ali pa že takrat, kot ste povedali, šla dlje, ampak jaz mislim pa, da je treba ta tekst brati v bistvu tudi kot simbolični tekst. Ni to samo tekst, ki govori o nekih podrobnostih, ampak je to pravzaprav simbolični tekst, v katerega je on spravil pravzaprav ves nek svoj pogled in kaj bi znanost sploh da, Namreč, taki izrazi, kakor ljubezen do domovine, ki je povezana z znanostjo, ali pa ljubezen do naroda, tega danes več ne boste slišali od nobenega znanstvenika. Znanstvenik vam bo povedal, ki je objavil nekaj, narod je že zdavnaj pozabljen, ljubezen do znanosti je pa seveda izgubljena v obupni gonji za tem, pa da ustrežete predpisom, merilom
da ostanete v ustanovi, kjer sploh lahko delate, ker v zunaj ustanove pač ne morete delati. Ne. In tle so resna vprašanja, ki jih je Grošelj takrat postavljene. In jaz mislim, da vsak, ki živi danes v tem prostoru in posluša, kaj znanstveniki počnejo, mimogrede, vse konc koncev v tem prostoru danes ljudje, običajni ljudje ponavadi nič ne vejo, kaj delajo znanstveniki v našem prostoru. Oziroma zelo redko ob kakšni podelitvi Zoisovih nagrad nekaj slišijo, če ne pa konc koncev vsi ti znanstveniki so danes prisiljeni pisati v tujih revijah. Ne bi zdaj šli v širšo debato, kaj je ta komercialni pogon teh tujih revij pravzaprav vse pomeni, ampak o tem smo pisali. Celo jaz sem enkrat pisal v dnevniku, mogoče pa zdaj malo. Če dovolite, Izvolite. bi se vam res lepo zahvalila čudovito predavanje. Se mi zdi, da takrat ali pa danes, da pravzaprav bo to vedno veljalo. Predvsem je pa ta povezava med visoko strokovno osebo in preprostim človekom izredno všeč in je danes v neki zapostavljenosti. Vse je izolirano, vsak k svojemu in mi prihaja na misel tista Schopenhauerjeva misel, da zdrava kmečka pamet lahko preseže marsikakšno fakultetno glavo in fakultetna glava pa zdrave kmečke pameti ne more. Vemo glede, fakultete oziroma univerze so danes v bistvu ujetnice nekega upravljanja. In pravzaprav znanstvenik ne more delati svoje stvari neskončno časa. On mora objavljati. In pri tem, če se spomnimo samo na en intervju fizika Higgsa v Guardianu, on je bil ogrožen, njegovo mesto, mislim, da je bil na univerzi v Edinburghu, je bilo ogroženo, ker so ga hoteli pravzaprav vršiti iz fakultete. On je bil že star, potem je dobil enkrat eno cirkularno pismo, v katerem so rekli, oziroma zahtevali od njega, ali pa zaprosili so ga, verjetno so imeli tak odnos, to njega zaprosili, pa da napiše, koliko člankov je objavil. V zadnjem času on je mirno napisal nobenega. In če ne bi bil takrat nominiran že prej, za Nobelovega nagrajenca, bi on izgubil službo. Ampak njegova poanta v Guardianu je bila naslednja. Če bi jaz danes bil na univerzi, v današnji akademski kulturi ne bi nikoli odkril bozona. Enostavno ne bi imel časa. In en drug novinar nekje je napisal v nekem angleškem časopisu, da pravzaprav, da se boji, pa da ta današnji trend znanosti pravzaprav ne bo več rodil novih Einsteinov. Se konc koncev, recimo v fiziki, gravitacijske valove danes pravzaprav samo potrjujejo tisto, kar je Einstein pred 100 leti zaslutil, pa da bi lahko bronil. Jaz bi samo mogoče še povedal, ker smo pač v Matici, ker sem se z Grošljem kot zgodovinar srečal
ko sem tudi pripravljal prispevek ob stoletnici univerze. Grošelj je bil takrat tudi član upravnega odbora, tukaj v Matici, mislim, da je bil celo podpredsednik, in je na par mestih mogoče tisto, kar je poanta k vašemu uvodu, sodelovanje različnih strok ali pa različnih pogledov, da pač ne moremo humanistike in naravoslovja ločiti, se je pokazal pravzaprav tudi kot dober poznavalec družbene stvarnosti, ker je ravno on je rekel, veste kaj, univerzo je treba trenutno izsiliti, ker če je zdaj v tem prelomnem času ne bomo dobili, tudi kasneje ne bomo dobili. Tisto, kar se je lepo izkazalo, da smo Slovenci vedno ustanove dobivali, ko je bil en krah politični prelom, tisto, kar smo enem do 2 letih pohopsali, smo pohopsali, pol se je pa nekje ustavilo. Ne? In je bil tukaj zelo velik spodbujevalec pri tem povezovanju 2 ustanov in seveda pri tem, kako ravnati se pomagati univerzi in kaj je treba na univerzi narediti, pa kako je treba na politiko pritisniti, da bomo kaj dosegli. Bi vas pa tudi vprašal, glede tega programatičnega teksta, jaz ga seveda tudi vidim v tistem okolju, ste že sami omenil, sodelovanje, torej ne samo visoke znanosti, ampak tiste znanosti, ki naj bo človeku razumljiva. Ali se ta, če temu rečemo poljudno znanstveni značaj, koliko se je pa v času njegovega začetnega torej urednikovanja odražal, kakšni so bili prvi letniki revije, ali so bili pod tem vplivom in kako je bilo to sodelovanje? Namreč zopet, ko sem še predaval kulturno zgodovino študentom, jim je bilo nenavadno študentom povedati sedanjim, da je bilo v medvojnem času med vojnama povsem običajno, da so kulturna društva razposlala svojim članom, društvom, razpored predavanj univerzitetnih profesorjev in oni so mogli pač katerega koli povabiti, mu samo poskrbeti tisto, da je tja lahko prišel in predaval, da so nekdaj, torej pred stoletjem v tem času, univerzitetni profesori na normalna kulturna društva po vaseh in po mestih hodili za zastonj predavanje. Ja, to je bilo ene vrste tisto, kar so potem v prejšnji državi z nekimi in drugačnimi interesi, ampak ideja je bila pa nekaj podobnega, in sicer znanost vsako vas. Res je pa, da je vprašanje, če je tista parola bila tako mišljena, ko pogovarjamo danes, ker ta zamisel o tem podružbenju znanosti je v bistvu zelo zahtevna in težko prebije vse te ovire te, bom rekel, institucionalnega videnja znanosti. Jaz sem takrat, ko sem pisal tisti članek v Dnevniku, pred 2 letoma, mislim, da je šlo v Objektivu, sem jaz prebral stvari zelo interesantne. In sicer tisti članek moj je bil posvečen v bistvu revijam, tem SCI revijam, pa pravzaprav podlaga tega, ki je v bistvu komercialna za tiste, ki izdajajo te revije. In potem je nastala ena velika debata v Ameriki, ki je bila objavljena tudi na internetu. In takrat so raziskovalci prišli do v bistvu zdaj v našem prostoru popolnoma radikalnih zamisli. In prva stvar je, da pravzaprav revije protežirajo, da tako rečem, izdelek. Na kar so oni rekli, oni so znanstveniki, oni v bistvu skozi delajo to. Tisti izdelek je v bistvu samo neka trenutna faza. Ampak pa so imeli pa še eno drugo idejo. In to je bil pa jezik. In sicer, če se spomnimo, mislim, da je bil Ries, astronom, ta angleški astronom Ries, v slovenščini imamo ene 2 knjigi, se zdi preverjeni od njega. On je nekje napisal eni knjigi, pravzaprav so oni zelo zavistni, Hawkingu,
ker izdaja knjigo za širšo publiko. Ne. Prav, mi pišemo neke članke, ki jih preberemo mi, recenzent, urednik revije, mogoče pa že skoraj noben. In pri tem je še rekel, da oni znanost itak drugače delajo preko člankov, ne, da se oni v bistvu pogovarjajo. Ne. Ampak problem je zdaj, pravzaprav, da so tisti ameriški raziskovalci, tudi mlajši so bili, ne, pravzaprav prišli na konec do ideje, da bo treba ta znanstveni jezik spremeniti, ne, in približati običajnejšemu jeziku. In to prav zato, ne, pa da ne bo zaprta znanost samo v revije in namenjena morda samo tistim, ki odločajo o habilitacijah, pa še nekaterim znanstvenikom. Ne. Znanost bi morala biti na nek način odprta vsem, ne, ker znanstvena spoznanja se dogajajo v vrtcih že, ne, konec koncev, v neki drugi obliki, seveda. Ne. Tako da, in pravzaprav ta grošljavska ideja, ne, bi bila danes zelo potrebna, ampak v tem sistemu jaz ne vidim, da je to sploh mogoče. Spravo, kako je bilo pa takrat slučajno, veste, kakšni so bili prvi letniki Protusa? Kdo so bili sodelavci, univerzitetniki, srednješolski profesori ali preprosti ljudje tudi? Ne, v glavnem so bili prvi strokovnjaki. Ampak tukaj sem jaz postal pozoren, enkrat sem se ukvarjal pred leti malo s tem, in kako so pisali pravzaprav. Ne. In pisanje je bilo dosti bolj človeško, če tako rečemo. Ne. V teh prvih letnikih Protusa, pa še bomo rekli, pa da to traja še nekje do 50 let, ne. Zdaj le govorim malo na pamet. Ne. Ampak pa se je pa začel ta jezik v bistvu vedno bolj zapirati. Ne. In včasih je postal mnogo preveč strokoven, s tem imamo tudi mi še danes probleme. Ne. Vidimo pa, da včasih kakšni mlajši pa znajo drugače napisati. Mislim, o Tomažu Cvitru pač ne bom govoril, ker on to zna. Ne. Mi se trudimo na Slovenski matici, da povabimo znanstvenike. Sem, da predavajo, tudi zastonj predavajo. Do zdaj so se vsi z veseljem odzvali, tako da slušamo tudi to znanost, tudi med ljudi prenesli. Še kakšno? Ko govorimo o Grošlju, ne, se spomnim začetkov mojega študija z gimnazije na univerzo, kako se je to v bistvu danes spremenilo. Grošelj je bil nek romantik, bi rekel, ne, na nek način. Tako preprosto povedal, ne, to se vidi tudi potem, da je bil nagnjen k pesništvu in tako naprej, da je ustvarjal tudi na naravoslovnih področjih. In tisti čas, ko sem začel študirati, je bil pravzaprav še ta Grošljev duh zelo prisoten na univerzi. Vse so to bili profesori, ki so imeli še osebni stik z njim in se z njim pogovarjali, z njim ustvarjali pravzaprav tudi univerzo. Ne. In se spomnim tudi, recimo, tudi način predavanj, pristop do študentov je bil malo drugačen. Zame so recimo ostali nepozabne ekskurzije profesor Seliškarjem. On je imel izredno širok pogled, bi rekel, kar nekako podoben je bil Grošlju. Ne? In ta stik, bi rekel, z naravo je bil takrat tako prisoten. Danes, recimo, sem srečal prijatelja, ki je sicer matematik, biologom
predava pač ta predmet, to je dr. Blejc. Mi pravi enkrat, pravi, posluš, kakšen so pa tisti logi zdaj postali čudni. To je že kar nekaj časa, 10 pa še več let. Se rekel, zakaj je prav? A veš, včasih ste hodili na teren, zbirali, prinašali material, pa smo ga mi potem pač z našimi metodami obdelovali, ne. Prav zdaj pa sedijo kar pred računalnikom, pa tam nekaj delajo. Noben več ne hodi ven, ne. In tu je tudi, bi rekel, malo tistega, ker bi rekel, jaz pogrešam, ne, pri mladih, ne vem, koliko je se mogoče napačno sodim, ne, ampak je tako, ne. Ja, jaz mislim, da je bil tle, trend je nedvomno, ne, da znanost introdira v notranjo strukturo, ne. Pri tem seveda, žal moram jaz videti, ko pišejo o genih pa beljakovinah, imajo vsi ti geni pa beljakovine neke šifre in tega v širšo publiko ne morate spraviti. Nemogoče. Ne? Se pravi, da bi bilo treba v širši publiki to nekaj opisno narediti. Ampak po drugi strani pa in ta problem, ta prodor v strukturo, ne, je na nek način pozabil na zunanjost, na organizem kot celoto. Točno, to je. In profesor Kalman je napisal en članek o enem švicarskem Portman. Biolog je posebej na to opozarjal. Organizem ni samo struktura, je seveda tudi to, ne, ampak je tudi organizem, ki je zunaj, ki ga vidimo, ki vpliva na okolje s svojim videzom. To je ravno, to pogrešam, ne. Ne gleda se več celote, ampak se gleda tiste detajle, ki so pač dostopni danes, se vemo, kam se prodira znalo z sredstvi, ki jih ima na razpolago, ne. Ja, ampak na nek način pa to odtujuje, ne. Tako je. Se konc koncev je Ne. in Hannah Arendt je v svoji knjigi, ki imamo tudi v slovenščini, o tem veliko pisala, o tej odtujevanju te moderne. Te strukture, pred osnovno šolce imate, znajo pa regrat. Še kakšno vprašanje? Če ne bi se zahvalil, hvala tudi vam, Alicu.